En lep dober dan zopet s Konjskega vrha, ki je odet še v lepe barvite jesenske liste, ki pa počasi že odpadajo. Tako je. Približuje se zima, tisti čas, v katerem si moramo poskrbeti, za svetlobo navzven in za svetlobo navznoter, oziroma In ravno o svetlobi oziroma tudi o luči bova govorila danes, ker ni daleč čas, ko bojo začeli izobešati luči. Svetlobne verige po mestih že pripravljajo, tudi marsikdo bo že doma se zapodil na podstrešje in poiskal lučke. In danes bova govorila, kakšna je razlika med lučjo in svetlobo. Že ko sem uvodoma rekel, ne, poskrbeti za svetlobo navzven in za svetlobo navznoter. V bistvu mi Slovenci imamo, pa ne samo Slovenci, tudi mnogi drugi narodi imajo pojme, besede razločevanja. Recimo, Eskimi poznajo ne vem koliko ogromno izrazov za vrsto snega, ne. Ni vsak sneg bel, ne. Oni ločijo odtenke, verjetno tudi glede na notranji odziv, ne, kako določena barva oziroma določena struktura snega vpliva na počutje človeka. Tako tudi mi Slovenci lahko marsikaj razločimo, ne, glede na notranje počutje, ne. Govorila sva že o sreči in o veselju, ne. Sreča je to, kar osrči, veselje je to, kar razveseli. Recimo tile piškotki razveselijo, ne, kavica pri meni, pri tebi čaj, tudi razveseli, o sreči pa to, kar osrči, ne. Zato lahko na nek način ločujemo, ampak ne samo sreča, veselje, ampak tudi luč in svetloba, ne. Obesimo lučke, pravimo, ne. Luč lahko tudi zaslepi. Svetloba nikoli ne zaslepi, ampak osvetli. Še več, svetloba ima tisto čarobno moč, da pritegne ljudi v medsebojno povezanost. Zdaj sem se spomnil, pred leti sem pisal zgodbo za otroke, Ana praznuje Božič, kjer opisujem to zunanjo bleščavost, toliko tega v blisku in v lepoti, ne, tej zunanji, ampak potem pa zaradi preveč luči navzven odpove varovalka in se družina znajde v temi in prižgejo svečko, ne. In če jih je prej luč razpršila vsakega na svoj konec, ne, ker toliko tega na nek način osvetli, prikaže, razsvetli, ne, je potem na nek način tista svečka na mizi jih je pritegnila v medsebojno bližino. In v tisti medsebojni bližini so doživeli pa tisto, kar je sveto, svetlo, kar osrči, kar prinaša notranje zadovoljstvo. Tisti občutek notranje prazničnosti, ki se mora dogoditi ne samo navzven, ne, ampak se mora dogoditi tudi v notrini našega srca, v globini našega duha. To pa je tisto, kar je sveto, ne. Je to Božje, je to sveto, je to, kar je v naši medsebojni ljubezni, ne, kar nas srči. Sveto je tisto, kar svetli in zato tudi opolnomoči in daje moči. Lučke pač razveselijo, ne, sveto, svetlobo pa prinese tisto, bi rekel, praznično toplino. Ampak lučke so v teh temnih nočeh tudi pomembne, zagotovo so pomembne. Ja. Mi moramo dejansko sedaj v svoj prostor bivanja vnašati te, bi rekel, če rečemo lučke, ne, ali pa svečke, ali pa karkoli že. Tudi nenazadnje praznujemo v mesecu decembru sveto Lucijo, ne, ona je tista prinašalka svetlobe, prinašalka luči, ne. Takrat tudi posejemo to božično žito, ja. Če le nismo že prej na Barbarino? Tudi na Barbarino. In namreč tudi to, ne, ker zunaj v naravi ne raste še, ne, je vse v počivanju, ne. In na nek način pa mi želimo biti v tem prebujajočem se življenju in je na nek način to božično žito, ki ga posejemo, potem spremljamo to rast in na nek način ta rast v lončku prebuja tudi tisto rast notranjih moči v človeku, da lažje premostimo
pač zimske dni, ki so kakršnikoli že. Ne, to ne pomeni, da se zapremo v stanovanje. Tudi po zimi je dobro vstopiti v gozd. Ne. Tu se spomnim predavanja Antona Trstenjaka, ki je rekel, ne, on je bil specialist za barve, ne, ampak je rekel, ne, po zimi pa, ko listje odpade in so drevesa kakor gola, pa vidimo tista debla, ki so kot stebri. In ko hodiš med temi stebri, te opolnomočijo, te podprejo, da lažje zmoreš. Ne? Torej ne samo zdaj, ko je razkošje še, sicer že precej listje odpadlo, ampak tudi potem, ko je zima, stopiš in dejansko to valovanje tega, kar te obdaja, te opolnomoči, ti da moč tudi v tem zimskem času. Ja, lučke so pomembne, seveda. Nekoč mi je rekla ena oseba, da imamo srečne hiše pa žalostne hiše. Ne? Ona je to opredelila, tiste, ki imajo kakšne lučke, ne, so srečne. Ja, so v znamenju lučk, se lučijo seveda tudi. Ne? Ampak to pa ne sme nikoli zaslepiti, zunanja bleščoba ne sme zaslepiti, nas odtujiti. Ne? Mi rabimo to bližino, ki pa nas dejansko potem opolnomoči z tem svetlim navznoter. Ne? Lučke navzven, svetlo pa navznoter. In ko govorimo o teh dolgih dneh, takrat se obrnemo večinoma navznoter. Ampak v današnjem času velikokrat se obračamo samo navzven. Kako najti to ravnovesje? Da toliko dogodkov je, povsod so prižigi lučk, so te predstave, oni dogodki in potrebno je nakupiti darila, potrebno je nakupiti vse, da bojo potem prazniki tisti praznični in potem samo divjaš okoli. Ja. Kako najti ravnovesje? Praznični navzven. Kako najti ravnovesje in postati, se umiriti, iti v gozd? Iti verjetno tudi do živali. Ja, zelo pomembno. Kje poiskati, kako si postaviti meje? Si jih ti znaš, ker tudi ti imaš verjetno ogromno obveznosti. Ja. Nedolgo tega smo razmišljali, da je sreča odločitev in da je svoboda odločitev. Ne. Danes nas toliko tega lahko krade navzven, krade našo pozornost. Ne. Tudi te naprave, ne, to je luč, ne, ki te lahko pritegne navzven, te odtuji od bližnjih, ker ti ponuja nešteto zanimivih informacij, ki pa ne morejo potešiti globino tvojega duha. Zato se pojavlja, ne, kljub tej bleščavosti se pojavlja notranja tesnoba. Ker mi s tem dejansko z informacijami, zanimivostmi nahranimo misel. Ampak mi se moramo prav zavestno odločiti, da bomo dovolj te hrane za razum, teh informacij, odložili to in stopili v obnebje medsebojne zaznavnosti. Vedeti pa moramo, kar smo že tudi razmišljali, da odtegnitev tega lahko povzroči abstinenčno krizo, dobesedno povzroči tesnobo, zato je treba imeti ta, bi rekel, to med informacijo in zaznavnostjo urejeno razmerje. Ne. Mi pravimo, da mora biti duhovnost urejena. To pomeni tudi zame. Zame so jutra sveta, večeri so sveti, takrat stopim v obdobje zaznavnosti, takrat ni televizije, tako nimam, ne? Ampak lahko bi se švercel preko računalnika, ne? To se vse da, ne rečeš, nimam televizije, pa se pa ne vem koliko ur na dan švercaš preko YouTube kanalov ali pa kakšnih drugih kanalov. Ne, tu gre za disciplino, ne? In disciplina mora biti, ker drugače nas bo potegnilo. Ta lučka pritegne, te ugrabite, ne? In potem dejansko nimaš več časa za tisto, kar te pa notranje duhovno in srčno poteši, duhovno prebudi spokojnost in srčno, psihično stabilizira. Zato mora biti to red. To je pri meni so to jutra od 4 naprej, ampak ne zato, ker sem heroj, da ob 4 vstajam, ampak zato, ker sem jutranji tip. Zame bedeti ob 8 težje, kot ostati ob 4, ne, tako da ne bi kjer mislil, kak pa on, ne, nič, to mi paše, ne. In ti si moraš, če se le dan naredi tako, da ti paše po tvojem ritmu, meni so to jutra, so sveta, so v znamenju tihote, spokojnosti, duhovne odprtosti, grem v hlevo, da doživim to, bi rekel, to objetost v obnebju svetega.
Ne? Ker potem dejansko, ko sem rekel živinozdravniku, sem rekel, če je kapra v redu, sem jaz v redu. On je rekel, ne, če si ti v redu, bo kapra v redu. To pomeni, da mora vsak izmed nas znati poskrbeti za to duhovno spokojnost, duhovno potešitev. Mi smo razpeti v svet dvojnosti, nas lahko zelo gunca od euforičnih do tesnobnih počutij. In potem je naše razpoloženje enkrat gor, enkrat dol. Mi moramo ohranjati duhovno ravnovesje in to nam pomaga duhovno življenje. Ne? To nam pomaga tihota, da se odmreš v obnebje svetega, kakorkoli si ga že predstavljaš, sveto je sveto. In kakorkoli ga kličeš, če hočeš priklicati to Božje, to sveto, kot je rekel Einstein, ljubezen, Nikola Tesla, lepoto in sočutje, dejansko ono te bo pomembna ta odprtost. Ne? Ono te bo umirilo, te bo potešilo in potem grem v hlev. Ne? Ker tudi žival zazna moje notranje stanje, koliko bolj tudi ljudje. Ne? To pomeni, da je pač potrebna ta, bi rekel, zavestna odločitev. Jaz družinam zelo predlagam svete večere. Ne? Mi rečemo ponovadi, sveti večer je 24. decembra, ne vsak večer mora biti sveti večer. To gre za zavestno odločitev, telefone damo tja in se imamo fajn. Ne? Ampak takrat to pomeni, da sveti večer ni takrat, ko ti pa odpreš vse probleme, pa totalno se zamoriš pred spanjem, ne? Ampak dejansko to lahko rešimo čez dan. Zvečer se pa moramo imeti fajn. To so pa tisti trenutki, ko si naredimo večer na ta način, otroci zelo radi poslušajo zgodbe. Ne? Svojih staršev, ki ne smejo, te zgodbe ne smejo biti idealizirane. Starše približa preko zgodb, svojih življenjskih zgodb otroku v njegovo realnost. Ne? Vemo, da zgodba, tudi druga, tista izmišljena, potrebuje zaplet. In nam odraslim se je v življenju že marsikaj zapletlo, ne? In potem pripovedujemo to zgodbo, seveda tudi z razpletom, z naukom, z sporočilom. Nas so v šoli marsikaj učili, življenje nas je pa izučilo. Torej, povemo, kako nas je življenje, kako smo šli tudi mi skozi marsikaj. Pa naj bo to v malih otroških letih, naj bo v najstniških letih, ne? Takrat, ko bi imeli radi otroke pošlihtane, ker grejo po svoje, takrat jim pripoveduje svoje zgodbe, tudi svoje oslarije, ki si jih naredil in kako so te izučili. To je pravi Dostojevski zelo dobro. Je rekel, starš lahko s pripovedovanjem zgodb otroku prepreči, da vstopi v kakšno nevarno situacijo. Ampak, kakor da čez nekatere pa mora sam iti, da ga življenje izuči. Ne? To je zelo zanimivo. Ampak biti pripovedovalec zgodb, poslušati otroke, ne? Zastavljati osebna vprašanja. To moramo pa že od začetka, ne? Če se bomo mi navadili pogovarjati samo funkcionalno. Kaj imaš jutri, a si že to naredil, jutri imamo spet tisti krožek, to je funkcionalno. Ne? Kaj te razveseli? Kateri štos si danes slišal? Ko si žalosten, ne? Kako se opolnomočiš? Kaj te potolaži? Kaj te da moči? Kaj imaš rad? Katere bližine so ti dragocene? Ne? So to lahko rosce, so to lahko živali, so lahko to ne vem kaj. Ne? Da se znajo pogovarjati osebno. Veste, osebni pogovori pa prebudijo v nas tisto toplino, ki pa ta elektronika ne more konkurirati. To je zgolj informacija. Tudi frekvence so zelo pogruntane, da nam kradejo pozornost, ne morejo pa, veste, te srčne frekvence, 1000-krat močnejše je to magnetno polje srca od možgan. Ne? In ko se ustvari to, ne, nas prebudi nekaj prijetnega, obene pa nas psihično stabilizira. Takšni otroci, takšni starši se potem lažje soočijo z realnostjo, če imamo svete večere. Ampak veste, to je preprosto, tudi to je odločitev. Ali si bomo to privoščili, ali pa se bomo pustili krasti. Ampak to smo že takrat svobodo je odločitev v tistem prispevku, da če se ti zavestno danes ne odločaš, ne, komu boš posvetil čas, komu boš posvetil pozornost, nikar ne misli, da si svoboden. So te že ujeli in si dejansko suženj interesov
med vso tisto zanimivostjo ti bodo podtikali tisto, da boš dejansko ti produkt njihovih hotenj, njihovih profitov in si izgubil to dostojanstvo svobodne, avtonomne posamezne osebnosti. To je imel Anton Trstenjak, ta razkrmavner, on je imel kar okrešavo sapo, je pisal samostojna, avtonomna, posamezna osebnost. In zato se je potrebno odločiti, ne? Ker drugače tega ne bo, predvsem se pa srčiti, kaj prebuja prijetnost, katera igra, katere karte, kateri štosi, katere zgodbe, katera pesem, katera molitev, karkoli že je v kontekstu vaše družine, s čim boste opolnomočili tisti čas svetih večerov in boste za tega v sebi krepkejši in močnejši, ne? Ja, lučke, ampak to, kar pa je notranje, sveto in svetlo, kar prebuja toplino, zato je treba prav tako poskrbeti. In tako zaželiva lahko vsem veliko svetih večerov. Tako, ne pozabiti samo to, kar osrči, tudi osreči, ostalo samo razveseli. In ob lučkah mnogo te notranje svetlobe v znamenju, v povezanosti s tem, kar vam je sveto.